Dodatna obdavčitev Slovencev, ki delajo v Avstriji. Začetek gradnje avtoceste do Gruškovja jeseni prihodnje leto. Slepi študent, ki bo študij olajšal poseben bralnik za slabovidne. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo z vremenskimi nevšečnostmi po Sloveniji. Močan veter je odkrival strehe in podrl več dreves, zato je oviran promet, ponekod je še vedno motena tudi oskrba z električno energijo. Sunki so v severni Sloveniji dosegali hitrost tudi do 100 km/h. Burja na Primorskem piha s hitrostjo okoli 130 km/h. Nekoliko pa bo oslabila šele po noči. Že od sobote povzročajo preglavice tudi padavine. Poplavljene so številne kleti, utrgalo se je nekaj zemeljskih plazov, v naselju Razbor v občini Zagorje ob Savi pa je v nedeljo prišlo do podora skale, ob tem je bil močno poškodovan gospodarski objekt. Nadaljujmo s prijetnejšo temo martinovanji, ki danes potekajo po številnih slovenskih vaseh in mestih. Tudi v Mariboru se na Martinovo, ki velja za pravi neuradni praznik Štajercev, vsako leto zbere več tisoč ljudi. Praznik mladega vina in kulinaričnih dobrot se začne točno ob 11:11. Po starih štegah pa je martinovanje tudi priprava na dolgo in mrzlo zimo ter začetek posta pred Božičem. Letošnje največje martinovanje na prostem je že 30. po vrsti. Med mariborskimi vinarji se s ponudbo vina in odličnih domačih dobrot že 3 desetletja predstavlja turistična kmetija Brunček. Tudi oče je to martinovanje obvladal, tako da to delamo dalje. V primerjavi z zadnjimi leti je letos več ponudbe, 42 stojnic s štajerskimi dobrotami, okoli 30 vinarjev. Ti tradicionalno v skupen škaf zlijajo mošt in s pomočjo svetega Martina ta postane vino. Skupaj se veselimo novega letnika in upamo, da bo čim boljše sprejet med ljudmi. Fajn se imamo, ja, luštno je. Kakšno je letos vino? Letos vino vsega prav, tega moškata in je kar dober. Ne moreš prodati vsega, kaj se je prej včasih dajalo, ko so vseh kleti se na martinovanje pojavljali in niso imeli kvalitetni vin. Zdaj so vinogradniki že večinoma vsi mladi in imajo vsi v kleteh res dobra vina. Za Mariborčane je martinovanje neuraden občinski praznik, za katerega upajo, da bo kmalu državni. Se dobimo vsako leto tu na Malci, zaseka čebula, reberce. Kdaj se gre iz službe ponavadi, ko je Martinova? Ob 11 pa 15. To je praznik za Maribor in zato se tudi na nek način živi. Glede na to, da smo pomembna vinogradniška dežela, moramo to kulturo uživanja vina gojiti. Kulturno praznovanje pa bo dalo vino in vinarstvu pravo mesto. Letos prvič na trgu Leona Štuklja s prepoznavno glasbeno skupino. Svetemu Martinu pa so se poklonili tudi na Ptuju. Že včeraj so se podali na Martinov pohod po bližnjih Goricah do Mestnega vrha in uradno odprli vinogradniški muzej, kjer je prostor našla tudi več kot 100 let stara preša. Do vinogradniškega muzeja vodi pot, ki se vije skozi vinograde in po njej se že tradicionalno podajajo tako ljubitelji narave kot vina. Da pohodniki niso žejni, namreč skrbijo kar vinogradniške družine, ki ta dan na široko odprejo vrata kleti. Spoznavam ljudi, lepo okolico, lepo vreme je danes. Vedno, ko gremo na take, je fajn iti, pa hitro ura mine. Med njimi ni manjkala tudi vinska kraljica. Seveda tudi mi širimo nekako kulturno dediščino in ravno danes bomo za to otvoritvijo tega vinogradniškega muzeja nekako dodali košček v mozaik kulturne dediščine na Ptuju. Mestni vrh pri Ptuju je namreč od nekdaj poznan po vinogradništvu in prav to bogato kulturno dediščino želijo promovirati tudi širše. Zato so obnovili hišo, ki jo je leta 2008 uničila toča, v njej je bila tudi preša iz leta 1912, ki so jo rešili tik pred propadom. Enostavno smo eno prešo podobno iskali na terenu in skombinirali to kombinacijo, ki jo zdaj vidimo tu. Koliko se je pač dalo, smo ohranili starih delov. Za tem objektu smo tudi dobili prostor, kjer se lahko hranijo vsi ti eksponati, ker vemo, da na kmetijah več ali manj prihajajo mladi ljudje in seveda ne čutijo neke vrednote v teh eksponatih. Tudi muzeja ne bi bilo, če ne bi okoliški vinogradniki upravili veliko prostovoljnega dela. Tudi zato, da bi ohranili spomin na težko življenje viničarjev in da mladi ne bi vinogradov prepuščali propadu.
Ob rastoči brezposelnosti vse več ljudi išče priložnost za delo tudi v sosednjih državah. Iz Slovenije se v Avstrijo denimo v povprečju vsak dan vozi 16 tisoč delavcev. Po novem dohodninskem zakonu pa delavski migranti doma ne bi bili več upravičeni do zmanjšanja davčne osnove. To konkretno pomeni, da bi prihodnje leto morali povprečno plačevati dodatnih 7500 evrov davka. Delavci spremembi ostro nasprotujejo in trdijo, da gre za nepravično dodatno obdavčitev. Silvo je zaradi neurejenih pogodb pri slovenskem delodajalcu pred leti zaman iskal boljše možnosti za delo. Bil je že precej obupan, saj preživlja 5-člansko družino, a je dobil priložnost v Avstriji. Mogel sem pokazati vse svoje znanje, vendar sem začutil, da to za njih nekaj pomeni. In hvala Bogu tudi službo dobil za stalno. Ne zdi se mu prav, da bi mu naša država oklestila težko prisluženo plačo, s katero že zdaj komaj shajajo. Opravljam dejansko dela, ki jih marsikdo ne bi opravljal. In mislim, da je to zadosten razlog, da je ta denar dejansko moj. Dnevni migranti menijo, da že na veliko drugih načinov prispevajo v slovenski proračun. Gradimo hiše, kupujemo avte, jemo, pijemo, otroce šolamo, plačujemo dodatna zavarovanja in vse. Znači, ves denar, kaj ga v Avstriji zaslužimo, ga pustimo doma. Ti, ki so zaposleni v Avstriji, plačujejo polne prispevke za vrtec. Zdravstvene storitve pa je refundirano iz Avstrije, iz sklada. Tako da tisti, ki gre pri nas v Sloveniji zdravnika, naše zdravstvo, avstrijskemu zdravstvu zaračuna polne storitve. Zaslužim 1400 evrov in če jih pa nesem 900 domov, sem vesel. Ukinitev posebne osebne davčne olajšave pomeni precej višje doplačilo dohodnine. Ko bom moral jaz mesečno akontacijo približno 480 evrov od mojega neto plače prispevati v državni budžet, je meni kršena ta pravica. Glede obdavčenja pa imajo še druge pomisleke. Zakaj en električar pri nas zasluži, kaj svem, jurja, pa mora delati za tistega jurja ne 8 ur, 12 ur, jaz delam pa 8 ur gor, pa dobim jurja 400. S tem, da plačam gor manjši davek, on pa mora večjega plačati. Dnevni migranti, ki so tovrstnih pritiskov na plače vajeni že od prejšnjih vlad, dodajajo, da bodo pravico iskali tudi po sodni poti, če bo treba. Priprave na nadaljevanje gradnje podravske avtoceste med Draženci in mejnim prehodom Gruškovje se po nekaj letih vendarle nadaljuje. Prve odmere in pogovori o odkupu zemljišč potrebnih za gradnjo že potekajo, krajani pa si želijo, da bi se gradbena dela začela čim prej, saj je regionalna cesta proti mejnemu prehodu zlasti med turistično sezono močno obremenjena. Najmanj 4 mesece v letu, od maja do septembra, se po cesti Draženci mejni prehod Gruškovje valijo nepregledne kolone turistov. Za ljudi, ki živijo ob cesti, je življenje takrat skoraj neznosno. Pol ure včasih čakaš, pa neprijazni vozniki, ki nas prek ne spustijo, pa vse ostalo. Tako da bi si želeli že avtocesto? Avtocesto ne, če bi že bili nadvoz, bi bilo dosti. Darsovi pooblaščenci se o odkupu zemljišč potrebnih za gradnjo avtoceste z lastniki že dogovarjajo. Večji del naj bi sicer potekal po trasi obstoječe ceste. Se bo gradilo polovico avtoceste in ko bo ta polovica zgrajena, se bo promet preusmeril na to polovico. Med gradnjo se bomo očitno morali voziti po vzporedni cesti. Se pravi, da bo potem vzporedna cesta izredno obremenjena. 13-kilometrski odsek avtoceste od Dražencev do mejnega prehoda Gruškovje naj bi gradili v 2 oziroma celo 3 delih. Za gradnjo pa bi Dars potreboval 195 milijonov evrov. Jaz nekako sem prepričan, da bo do konca drugega leta pridobljeno gradbeno dovoljenje vsaj za prvi odsek trase avtoceste in potem bi ta del praktično lahko izbrali izvajalca in začeli graditi. Sama gradnja pa bi naj bila nekje planirana od leta pa pol do 2 leta. Odsek avtoceste med Draženci in Gruškovjem naj bi začeli graditi v letu 2015, dokončana pa naj bi bila v letu 2017. V nadaljevanju dnevnika pa o drugem pomembnem dogajanju v Sloveniji. Poslanci državnega zbora na izredni seji razpravljajo o proračunih za prihodnji 2 leti. Na dnevni red pa je uvrščen tudi zakon o davku na nepremičnine.
Še pred začetkom seje je predsednica vlade Alenka Bratušek državni zbor obvestila, da na sprejem predloga sprememb proračuna za leto 2014 v celoti veže vprašanje zaupnice vladi. Glasovanje o vseh proračunskih dokumentih in spremljajočih zakonih bo v četrtek, ko se bo izredna seja tudi končala. Poslanci bodo razpravljali še o noveli energetskega zakona in ponovno odločali o novelah zakonov o dohodnini in bančništvu, na kateri je državni svet prejšnji teden izglasoval odložilni veto. Pobudniki peticije proti nepremičninskemu davku so poslancem državnega zbora predali 58.000 podpisov in opozorili na nepravičnost predlaganega zakona o davku na nepremičnine. Kritični so do samega koncepta zakona ter med drugim do višine davčnih stopenj in davčne osnove. Opozarjajo tudi na nujnost sprejemanja tovrstnega sistemskega zakona po rednem postopku s široko predhodno javno razpravo. Če bo zakon kljub temu sprejet, ga bodo poslali v ustavno presojo. V knjigarni Konzorcij so odprli že 27. prodajno razstavo tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu. Predstavljajo 7000 knjižnih naslovov s poudarkom na strokovni literaturi. Pri izboru knjig so tokrat k sodelovanju povabili 12 slovenskih strokovnjakov z različnih področij. Predstavljene bodo tudi knjige slovenskih avtorjev, izdane pri tujih založbah. Dežela v gosteh pa je letos, tako kot na knjižnem sejmu v Frankfurtu, Brazilija. Mariborska študentska organizacija vsako leto objavi razpis za nabavo pripomočkov študentom invalidom, ki so vpisani na Univerzo v Mariboru. Tokrat so s posebnim bralnikom za slepe in slabovidne v vrednosti 800 € pomagali slepi študentki Sanji Kos. V Mariboru je trenutno 40 študentov invalidov, ki se pri študiju spopadajo z različnimi ovirami, zato jih pozivajo, naj se v prihodnje še pogumneje prijavijo na razpis. Slepota Sanjo Kos spremlja že od rojstva. Danes je absolventka sociologije na Filozofski fakulteti Mariborske univerze. Pri študiju potrebuje številne prilagoditve, tudi strani profesorjev. Treba je z njimi več dogovorov, na kakšen način mi prilagajali gradivo, da mi daje njihovo gradivo, ker pač si na predavanje mogoče težje beležiš, zato ker oni mogoče vsega, kar piše na računalniku, ne povejo, in potem si jaz ne morem zapisati, ker ne vidim. Ker mora imeti vse študijsko gradivo v elektronski obliki, ji bo novi bralnik v veliko pomoč. To bi pač hitreje, kot sem to lahko do zdaj, ko sem imela en pač malo kakovostno slabši skener, in je stvar trajala malo dlje, s tem skenerom pa lahko to počela pač hitreje in s tem mi bo ostalo več časa za samo študiranje literature. Ob Sanji sta se na razpis prijavila še 2 študenta invalida, a ker nista študenta Mariborske univerze, sta ostala praznih rok. In prav študentov invalidov, ki študirajo na drugih višjih in zasebnih šolah, je vse več, opozarjajo pri društvu. Ti potem mogoče nekako malo izpadejo iz takšnih oblik pomoči, ki jo sedaj sofinancira študentska organizacija Univerze v Mariboru. Tako da za njih pač iščemo druge rešitve. Trenutno imamo pogoje v razpisu napisane tako, da lahko kandidirajo samo študenti Univerze v Mariboru, ampak vkolikor bomo videli, da so potrebe še druge oziroma da je potrebno razpis prilagoditi, bomo to z veseljem naredili. Neporabljenih 1200 € iz razpisa bodo zdaj namenili za sorodne projekte. Si pa v društvu želijo, da bi v prihodnje poleg študijskih sofinancirali še druge aktivnosti študentov invalidov. Pretekli petek je na odru mariborskega gledališča zaživela prva letošnja baletna premiera Navihanka. Balet je bil po izvirnem libretu Žana Dobrovala prvič uprizorjen v Franciji v revolucionarnem letu 1789. Gre za komični balet, ki spominja na humoreske iz črno-belih nemih filmov. In a ballet difficult to make it laugh, it's quite difficult, yeah. Because we didn't have any words, you know. Komičnost pa predstavi daje tudi lik vdove Marceline, Elizine matere, vloga odpleše moški. So it's very physical, it's quite demanding. I did not expect to be sweating this much for this role.
But in the end it's a lot of fun and I discovered something new. Klasična ljubezenska zgodba. Dekle Liza skrivaj ljubi Kolina. Njena mati pa bi veliko raje, če bi vzela malce prismojenega, a bogatega Nikaza. Vloga Lize je nekaj posebnega. Zahteva iskrenost, pubertetniško razvajenost, hiperaktivnost in seveda navihanost. Lizo mora umiriti, ne? In to seveda ljubezen. Upam, da nam je uspelo narediti dobro, eno kvalitetno, lahkotno predstavo. Tako da mi smo tudi na koncu uživamo. A na koncu mati le ugotovi, da je dobro, če ugodi hčerinemu klicu srca. Še povabilo na likovno razstavo z naslovom Med dnevom in nočjo, ki bo do 14. novembra na ogled v hotelu Betnava. Avtor je ljubiteljski slikar Bojan Postrašija, v njegovem opusu pa so tako tihožitja in krajine, kot tudi portreti, ženski akti in nadrealistične podobe. Na svoji drugi samostojni razstavi se slikar predstavlja v tehniki akrila, olja na platnu in pastela. In že smo pri športu. Nogometaši Maribora so se po 2 zaporednih porazih, ki sta jih v državnem prvenstvu potisnila na drugo mesto, z zmago v Novi Gorici vrnili na vrh lestvice. V zahtevni tekmi so zmagali z 2-1. Za rumene, ki so zaostajali za gol, sta zadela Tavares in Bohar. Prvi je to jesen dal že 8 zadetkov, drugi pa 5. Ja, seveda, da sem zadovoljen in ne mislim se pri 5 ustaviti, mislim še dati čim več golov, kar se da in čim bolj pomagati ekipi. Zdaj v končni fazi vseeno doda gol, glavno, da Maribor zmaga, da gre 3 točke z nami in da smo prava ekipa. V rokometnem državnem prvenstvu sta se v derbiju vodilnih in še neporaženih ekip pomirila Maribor in Gorenje. Čeprav sta še naprej brez poraza, so z osvojeno točko precej bolj zadovoljni Velenjčani, ki so zaostajali celo tekmo. Izenačujoči 25. zadetek so dali iz 7-metrovke potem, ko se je iztekel igralni čas. Odličen rokometni derbi v Mariboru, na koncu tudi zelo razburljiv. Velenjčani so bili vso tekmo v zaostanku, nato pa so ob izteku igralnega časa dobili priložnost za izenačenje. 7-metrovko je izkoristil Dujmović, najboljši strelec Gorenja. Tako je bila rekel, da po tej tekmi, da smo zadovoljni s piko, ker danes je bil Maribor 100% boljši od nas, ampak na koncu so se izvlekli. Mariborčani so odigrali zelo dober prvi polčas. Gostom so dopustili le 10 zadetkov. Svoje delo je odlično opravil vratar Vran, skupaj na tekmi 13 obramb. Obenem je domačim šlo v napadu, najbolj učinkovit je bil Zarabec. Rezultat po prvih 30 minutah je bil 15-10, takole ga je postavil Kleč. V nadaljevanju so vijoličasti takoj povedli celo za 6, zatem pa so se Velenjčani začeli približevati. V drugem delu smo nekako izgoreli v tej želji po zmagi, imeli smo kar veliko prednost. Po mojem bi jo mogli zadržati, ampak tudi njihov golman se je razbranil, mi smo v nekaterih trenutkih, kot sem rekel, smo nespametno delovali. Velenjčani so se 5 minut do konca približali na le gol zaostanka. Sledila je napeta končnica in boj za vsako žogo. Mariborčani so še imeli prednost 25-23, zadnja zadetka na tekmi pa so dosegli gostje, ki tako niso dopustili, da bi jih Maribor zamenjal na vrhu lestvice. Slovenski strelec Rajmond Debevc je dosegal novo odmevno uvrstitev. Danes je v finalu svetovnega pokala z malokaliberskim orožjem v Münchnu v disciplini leže osvojil drugo mesto. V Hočah pa je strelsko društvo Franca Lešnika Vuka pripravilo mednarodno tekmovanje za memorial Bruna Skodiča in nagrado Pohorja. Na enodnevnem tekmovanju z zračno puško je bilo kar nekaj presenečenj. Še posebej zanimivi so bili finalni obračuni. Vse je kazalo, da bo prvo ime tekmovanja naša olimpika Živa Dvoršak, ki je v rednem delu zadela izjemnih 399 krogov, a jo je v finalu v ozadje in nato na končno 6. mesto potisnil 4. strel. Kljub temu ima Dvoršakova za to sezono visoke cilje. Treningi so pokazali, da so še rezerve in upam, da bomo tudi na tekmah dvignili še tisti dodaten nivo, da bo mogoče konkurenčna tudi res najboljšimi. V ženskem članskem finalu sta tekmovali še 2 Slovenki. Juvanova je bila 4., Pufičeva pa 7. V moški konkurenci sta z rednim delom oziroma s 597 krogi najbolje opravila Madžar Peni in Naš Mojičevič. Slednji je v finalu nazadoval na 3. mesto, na drugo pa se je povzpel Markoja. Jodl je bil 5., Blaške pa 8. Ja, super, sem zadovoljen z finalom, kajti ne slovim glih kot nek ekstra dober finalist, ampak danes mi je uspelo sestaviti en dober finale.
V bistvu sem streljal tudi za novo puško, mogoče je tudi tu delni razlog dobrega finala danes, tako če je tudi kaj v tem, potem me še posebej veseli. Edino slovensko zmago je dosegla mladinka Jerovškova, ki je v napetem zaključku s pomočjo zadnjega strela prehitela do takrat vodilno Madžarko Zijevo. Ja, bila sem res 100% skoncentrirana v finalu na vsak strel. Drugo zlato medaljo je Madžarski pristreljal mladinec Nač, Sloveniji pa drugo srebrno Kelenc. In to nakljub temu, da je bil v predzadnji seriji tretji in je za Hrvatom Oborovečkim zaostajal za dober krog. To je bilo zame veliko presenečenje, sploh si nisem mislil, da bom prišel tako visoko. Mislil sem pač, da sploh ne bom v finalu na začetku, ne, ampak potem sem prišel v finale, pa sem zdaj na drugem mestu. V Hočah so izpeljali še prvi kvalifikacijski turnir za uvrstitev v slovenske reprezentance. Dvoršakova je zadela 398 krogov, med člani pa jih je največ 594 dosegel Željko Mojičević. Ob koncu dnevnika pa še pregled mednarodnega dogajanja. Začenjamo na Filipinih in v Vietnamu. Oslabljeni tajfun Haiyan je dosegel Vietnam, kjer je ruval drevesa in odkrival strehe. Močan veter in dež je nato prinesel v južno-kitajsko provinco Hainan, vendarle pa obema državama prizanesel z opustošenjem, kakršnega je konec tedna povzročil na Filipinih, kjer naj bi umrlo do 10 tisoč ljudi. S Filipinov poročajo o plenjenju in pomankanju hrane in pitne vode. Z celega sveta medtem že prihaja pomoč. Evropska komisija je za reševalne operacije na območju sprostila 3 milijone evrov. Pentagon je v državo že poslal vojaško osebje in opremo. Med drugim so že v soboto na Filipine z Japonske poslali okoli 90 marincev in 2 letali. Avstralska vlada je obljubila pomoč v višini dobrih 9 milijonov ameriških dolarjev, poleg tega pa bo na območje poslala skupino zdravnikov. Hudo neurje z orkanskim vetrom je zajelo tudi nekatere dele Hrvaške. Najhuje je bilo v severnem Jadranu, kjer je burja dosegala hitrost kar 220 km/h. Zaradi vetra sta bila zaprta mosta, ki kopno povezujeta z otokoma Krk in Pag, ter nekateri deli avtoceste proti obali. Burja je odkrivala strehe, ruvala drevesa in povzročila težave na električni napeljavi. V Varšavi pa se je začela podnebna konferenca Združenih narodov, kjer naj bi bila pripravljena osnova za nov, pravno zavezojoč globalni sporazum, sprejet do leta 2015. Na konferenci si bo Evropska unija prizadevala za sprejetje uravnoteženega paketa sklepov za pospešitev mednarodnih podnebnih ukrepov. Zgodaj zjutraj je na kazahstanskih stepah pristala ruska raketa Sojuz z olimpijsko plamenico. 4 dni je namreč olimpijski ogenj gostila mednarodna vesoljska postaja, za nekaj ur pa sta ga v soboto ruska kozmonavta odnesla tudi v vesolje. To ni prvič, da je olimpijski ogenj šel v vesolje. Leta 1996 in 2000 so ga tja ponesli že Američani, je pa prvič, da so člani mednarodne vesoljske postaje z njim opravili krog po vesolju. Še vremenska napoved. Jutri bo v zahodni in dopoldne tudi ponekod v severni Sloveniji delno jasno, močna burja na Primorskem bo nekoliko oslabila. Drugod po državi bo oblačno, najnižje jutranje temperature bodo v Alpskih dolinah do okoli -3, drugod večinoma od 2 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne pa od 5 do 11, na Goriškem in ob morju do okoli 15 stopinj Celzija. To je bil dnevnik televizije Maribor. Naslednja informativna oddaja bo na sporedu ob 20. Nasvidenje.